No, za tale avto se pa splača skejta stopiti. Jaz verjamem, da že veste, ampak tole je Maserati Gran Turismo. S tehničnimi podatki ne bom preveč utrujil, ampak recimo, da je manj hitrejši kot moj skate, opremljen je pa tudi s paketom MC Sport. Drugače pa najboljša stvar pri tem avtu je valjda, vsaj kar se mene tiče, zvok. In seveda imam za zraven tudi eno štorijo. Po mojem 6-7 let nazaj je bila slovenska predstavitev tega avtomobila v Portorožu. In ko sem šel na testno vožnjo, sem seveda vklopil tudi glasnejši izpuh. In ker znam biti jaz valjda včasih en tak velik butl, sem na križišču po hodu gas ravno v trenutku, ko je mimo prišla ena mamica z dojenčkom v vozičku. Se verjetno ne rabim poudarjati, da se je malo začel dreti 100 na uro, pa da se je verjetno zraven tudi malo postral. Ok, čas za vprašanja. Luka Slemnik, tebe zanima, kaj jaz mislim o Subaru Imprezi. Bom jaz kar predpostavljal, da ti govoriš o izvedbi VRX STI. In če govoriva o tej, potem jaz o tem avtu, razen tega, da je malo žen, mislim res vse najboljš. Glavna stvar, ki mi je pa všeč, bi pa izpostavil njihov res pameten štirikolesen pogon, pa dejstvo, da se avto pele svetovno. Kljub temu, da se nagiba razmeroma veliko. V vsakem primeru več, kot bi pričakoval to od res športnega avtomobila. Luka, tvoje drugo vprašanje, ki se pa glasi, kaj je po mojem mnenju ključ za uspeh? No, stari, o tem bi se pa dal govoriti. Za začetek bi rekel to, da po eni strani nimam pojma. Ampak če res govorim iz lastnih izkušenj, pa če ob tem predpostavljamo, da mi je recimo na kakšen način uspel, v to vključujem predvsem poklicno plat mojega življenja. To se pravi, da uspešno svoj poklic upravljam zdaj že 12 leto. No, v tem primeru je ključ do uspeha pravzaprav čist preprost. Tako čist brez zajbancije, moraš biti priden, trdo delati, ne se pustiti jebati, predvsem pa biti dober v tem, kar počneš. Kako pa postaneš dober v tem, kar počneš? Tukaj je pa pomembna samo ena stvar. Kar delaš, deli s srcem. Če je tebi fajn to, kar delaš, če imaš to res rad, potem ni hudič, da se slej ali prej ne bo zgodilo to, da ti bo uspel. Pa verjetno ne rabim prav posebej poudarjati, da v to enačbo pašejo tudi kakšna neprespana noč pa neuspehi, ne? Jaz mislim, da sem najdu malo zatišal, tukaj ni vetra. Ok, next question. Gregor Korošec, tebe zanima, kakšen tip voznika sem. A sem tako hipijevsko meren ali zelo hitro popizdim? Gregor, veš kva? Včasih sem hipijevsko meren, včasih sem pa tako tugoten. Nimam pa kakšnega posebnega triggerja, zaradi katerega bi rekel stari, popizdo bom! Tako da oboje, ampak opažam, da z vsakim letom postajam za volanom bolj v easy. Gregor, tudi ti si me dve stvari vprašal, tvoje drugo vprašanje je pa bilo, kje je boljš, Črn graben ali Štajerska? Gregor, si ti malo provokator, a? Stari, saj veš, da ga ni čez Črn graben. Jure Žove. A sem prav prebral Jure Žove? Ne vem, v glavnem jaz mislim, da si ti Jure Žove. Tebe pa zanima prvič, kakšna je bila moja pot v Romunijo in drugič, če so na Top Gearu pretiravali z unimi čudnimi vasmi pa z jebanimi cestami in tako naprej. Kakšna je bila pot v Romunijo? Taka bolj v easy, zato ker sem šel z avionom. Kar se pa Top Geara tiče, ne, niso pretiravali niti malo. To pomeni, da moraš biti kot voznik 100% časa pripravljen na karkoli. Tako brez opozorila ti zmanjka asfalta N2. Ponekod so ceste slabe, tako da verjetno ne moreš, ampak vse ostalo, od ljudi do narave pa razgledov, to je pa točno tako neverjetno, koliko so na Top Gearu pokazali. No, mimogrede, pa tudi koliko sem jaz pokazal na siol.net v svojih reportažah. Ok, mislim, da je to za danes. Jaz pa moj prijatelj, ki je danes bolj tih, vas pa pozdravljava. Adijo. Sweet potatoes!